No, v ZDA in Kanadi je vsak 8. odrasli že uporabljal zdravilo za hujšanje Ozempic. Vendar je bilo za mnoge predrago, saj lahko maloprodajna cena doseže tudi $1000 na mesec. Vendar pa je Kanada konec maja postala prva država skupine G7, ki je odobrila generično različico tega injekcijskega zdravila, ki se, kot sem rekla, uporablja enkrat mesečno in bo kmalu na voljo v lekarnah. Z nami iz Atlante je zdaj dr. Julian Kavanagh, docent nevrologije na Medicinski fakulteti Univerze Emory in tudi medicinski dopisnik za CBC Radio Kanada. Hvala, da ste z nami. Dober dan. Torej, najprej nam razložite, vemo, da gre za velik trend, velik val. Ozempic in druga podobna zdravila smo vajeni uporabljati tudi za zdravljenje sladkorne bolezni. In ob toliko regulativnih agencijah, kako je mogoče, da se zdaj kar naenkrat predpisuje ljudem, ki želijo shujšati, čeprav so desetletja, stoletja ljudje iskali hitro rešitev v obliki tablete? Ja, to je zato, ker Ozempic ni zdravilo za sladkorno bolezen. To je čudežno nevrološko zdravilo, ki uravnava sposobnost telesa, da občuti sitost, polnost in lakoto ter željo po hrani. Ugotavljamo, ko vedno več bolnikov prejema ta zdravila, da imajo dejansko tudi druge učinke na možgane, še posebej na sistem nagrajevanja. In to je razlog, zakaj imamo ta učinek izgube telesne teže, saj imajo ljudje veliko lažji nadzor nad svojo lakoto, sitostjo in sposobnostjo izgube teže, kar je neposredno povezano s sladkorno boleznijo. Zato je zdravilo večinoma odobreno za bolnike s sladkorno boleznijo in debelostjo, vendar se bodo indikacije verjetno razširile v naslednjih nekaj letih. Ampak glede na to, da o tem ni slišalo veliko ljudi, zdaj pa se zdi, da je ves svet nenadoma videti vitkejši in da ga vsi jemljejo, v resnici ne vemo, kakšni so stranski učinki. Mislim, ali je mogoče, da se lahko kasneje pojavijo težave, še posebej zato, ker ga je treba redno jemati? Z njim morate nadaljevati redno. Zdi se, da veliko pozitivnih učinkov, torej izguba teže pri tem zdravilu, ni trajnih, ko bolniki prenehajo z jemanjem teh zdravil, kar odpira veliko vprašanj. Ko je vedno več ljudi na teh zdravilih, začnemo opažati zelo redke stranske učinke, ki niso bili nujno opisani v kliničnih študijah, saj so to podatki, ki se lahko pojavijo šele, ko imate milijone bolnikov na zdravilu. Imamo primere optičnega nevritisa ob tem zdravilu, kar tukaj redno opažam. In kar bomo v prihodnosti res bolj preučevali, so morebitni psihiatrični stranski učinki. Nekaj je na tem, ko pride do spremembe v možganih nekoga, ko se spremeni ta nagrajevalni sistem. Zelo pozitiven stranski učinek, ko ljudje prenehajo piti alkohol ali prenehajo z igrami na srečo. Včasih pa lahko opazimo, da so nekateri vzgibi, ki ljudi vodijo skozi življenje, lahko spremenjeni zaradi teh zdravil. To so za zdaj empirični podatki, vendar bomo potrebovali več študij, da bi to bolje razumeli. Prav tako govorimo o dejstvu, kot ste rekli, da deluje na nek način na nevrološki ravni, ampak kako pa vi ali kako se odločite, komu bi ga lahko predpisali? Veliko ljudi z duševnimi boleznimi jemlje antidepresive in druge vrste zdravil. Ali vedo, kako ta zdravila vplivajo eno na drugo? In seveda je kemija možganov pri vsakem človeku drugačna. Ja, in to je res obdobje personalizirane medicine, kjer bomo morda v prihodnosti imeli nekatere biološke označevalce, da bomo lahko določili, kdo je najboljši kandidat za ta zdravila. V večini držav je postopek odobritve res zelo omejen. V Izraelu, če se ne motim, je res omejeno na ljudi, ki imajo sladkorno bolezen in morajo izgubiti težo. Indikacije so bolj ohlapne. V nekaterih drugih državah, nekatere države pustijo več diskrecije zdravnikom, da sprejemajo te odločitve, ampak imate popolnoma prav. Potrebujemo več podatkov. In nekaj je treba povedati o družbi, kjer bi velik del prebivalstva jemal eno od teh zdravil in kaj bi to pomenilo za celoten sistem ter splošno psiho prebivalstva. Zdaj pa pojdimo k stroškom. Jasno je, da si tega ne more privoščiti vsak, ampak kaj je tisto, kar Kanado dela edinstveno, da lahko nenadoma ponudi generično zdravilo? Je to povezano s patentom? Veš, Emily, vsi smo enkrat pozabili poslati dokumentacijo ali pravočasno plačati pristojbino. In zdi se, da je farmacevtsko podjetje, ki proizvaja Ozempic v Kanadi, pozabilo plačati pristojbino, ki je bila povezana s patentom, da bi patent ostal veljavi v Kanadi. Tako so na zelo administrativen način izgubili patent.
In to sovpada tudi z obdobjem, ko so bili tudi podatki iz kliničnih preizkušanj objavljeni javno. Torej, vse to pomeni, da imajo zdaj v Kanadi proizvajalci generičnih zdravil možnost ne le izdelovati zdravilo, ampak tudi dokazati, da je zdravilo učinkovito in varno s podatki, ki so jih zbrala druga farmacevtska podjetja v preteklosti. Tako jim ni treba ponavljati študij, da bi lahko prišli na trg. Zato lahko ti proizvajalci generičnih zdravil v Kanadi izdelujejo generično različico zdravila Ozempic po bistveno nižji ceni. Ampak to je nekoliko naključje v sistemu in še posebej za nas Američane to ne bo kmalu prišlo čez mejo. V redu, hvala. Zelo, zelo zanimivo. Hvala, doktorica Julian Kavanagh. Hvala, da ste me povabili.